Obračun vodilnih je v Ljudski vrt zvabil 3000 gledalcev. V boj za utrjevanje prvega mesta so Mariborčani šli brez Tavareša, ki ga prvič po skoraj 4 mesecih ni bilo v začetni enajsterici. Zamenjal ga je Berić. Novo rešitev je moral Darko Milanič poiskati tudi na desni strani, kamor se je preselil Mertelj. Pred enajsterico, ki nima veliko skupne kilometrine, je bila naloga, kako prebiti domžalski oklep. Gostje so se namreč odločili za igro brez večjega tveganja in iskali priložnost v protinapadih. V 16. minuti je Volaš spretno nameril in vratar Brljak je s konicami prstov odbil žogo ter preprečil zadetek. V 53. minuti smo po 2 mesecih dočakali vrnitev Dejana Mezge na igrišče. Drugi igralec, ki je vstopil s klopi, bi lahko postal junak v 68. minuti. Milec je nameril mimo desne ovratnice. Po trdem boju pa veselje na tribunah v 77. minuti. Žoga najprej ni hotela v mrežo, zadela je Prečnik, toda akcijo je zbrano spremljal Berić in potisnil žogo z glavo čez golovo črto. Sledil pa je dramatičen razplet. S prostim strelom za Domžalčane, ki je prinesel izenačenje v sodniškem podaljšku. Posredovanje Dodleka je sodnik označil kot prekršek na 18 metrih na sredini 16-metrskega prostora. Imenitno priložnost je izkoristil Apatič in zadel desni kot. Protesti niso zalegli, žvižgi s tribun pa so povedali vse o odločitvi Darka Čeferina. Končni razplet, torej 1:1, prednost pred Domžalčani pa ostaja 6 točk.
Tako je, jasno je, da po tekmi, v kateri vodiš in zadeneš v pravem trenutku in potem tik pred koncem tekme sprejmeš zadetek, ne moreš biti zadovoljen, vendar ko se bojo strasti malce umirile, mi smo danes odigrali dobro tekmo, čvrsto proti nasprotniku, kateri nam ni veliko dovolil, vendar kljub temu smo si ustvarili več kot oni. Oni so v fazi napada igrali veliko na dolge žoge po našem vodstvu, da imajo zaradi te svoje višine neko prednost, vendar so fantje to reševali dobro in nažalost smo dobili ta zadetek v zadnjih trenutkih, drugače pa fantje za prikazano, ker je bila jasno izredno težka tekma proti nasprotniku, kateri ima kvaliteto, si zaslužijo čestitke. Ja, to je jasno nas veseli, da tekme do zdaj še nismo izgubili v 18 krogih, da smo prvi in jasno pa nam je, da je pot še dolga. Mislim, da smo za zmago naredili več kot oni, kljub temu, da nam je bilo, kot sem rekel, zelo težko proti nasprotniku, kateri je imel enega napadalca, ostali so se pa zelo hitro zaprli, to so delali tudi na prvi tekmi v Domžalah, vendar smo jasno takrat potem zelo hitro ostali brez igralca in se vse spremenilo na igrišču. Pričakovali smo tako tekmo, ko ne bo veliko priložnosti, vendar nekaj jih je vseeno bilo, tako da je pač on vidi tako, kot vidi, jaz mislim, da bi si mi zmago zaslužili danes. Tekma je bila dosti težka, brez kakih velikih priložnosti z obeh stranih. Imeli smo vodstvo do konca skoraj, ampak pol v zadnjih trenutkih smo dobili ta nesrečen gol in škoda zmage. Dobro, vsekakor šok, vsi smo razočarani, ker so nam vzeli to zmago v zadnjih sekundah, ampak dobro, tak je pač nogomet in mi smo tudi njim vzeli doma isto v zadnjih sekundah in izgleda, da se nam je to vrnilo in to je to. Ja, moram reči, da sem bil res v pravem mestu, v pravem času na pravem mestu, to je to. Pa super je bilo, nakon dugo vremena opet sam bio tu na raspolaganju treneru. Zadovoljan sam da sam se opet vratio ekipi koja ima vrhunske rezultate, stvarno neporaženi smo i svaka im čast na toj seriji. Ja, tak je to v nogometu. Mi smo dali sve od sebe, išli smo na pobjedu, dali smo gol. Na kraju se tako poklopilo da smo dobili gol poslije 90. minute. Nažalost, ali imamo 6 bodova prednosti, tako da nismo u lošoj situaciji nimalo i imamo svoj cilj koji pratimo. Pa teško je, najgore kad si ozlijeđen, moraš puno više raditi nek dok nisi, na primjer. I teško je to gledati sve sa strane, ali čovjek se mora priviknuti na to i mora biti spreman na te stvari i ja sam sretan da se to završilo sad.